Prav dober večer. Na predstavitvi knjige Dvoliki in pač na pogovoru o delu Jedrt Maležič. Tokrat bomo predstavljeni, to je tvoja šesta knjiga, ne? Ja. Mislim, da sem štel, to je tvoja šesta knjiga. Pa me samo zanima, glede na to, da pač približno se spomnim, kako si ti začenjala, ne? To je bilo pred enimi 10-15 leti, pa me samo zanima. 2016 je bila prva knjiga, Težko mentalci. Skoraj zadev, ne? Ja. Ne vem, kako si sploh ti začela? Vem, da si hodila na neke delavnice, ne? Pri Blatniku. A si že kaj prej se ukvarjala s pisanjem? Ja, mislim, prav tako, da bi bilo to pisanje vredno objave, ne. Od nekdaj sem pisala te čačke terapevtske, ki jih verjetno vsi pišemo, sem pa tja, ampak nikoli nisem razmišljala o objavi. Pa sem se prijavila na par delavnic lud literature pri Andreju Blatniku, še prej pa pri Urošu Zupanu, pravzaprav s poezijo, ki je bila zelo, zelo zanič. In pa sem nekako pokapirala, da mi bolj leži zgodbe kratke sestavljati in tam te delavnice so bile super, bile so tudi brezplačne v Ljubljani. Je bila pa selekcija, ne, in če si prišel na delavnico, si dobil zelo dober feedback od vseh tam, ker je bilo dejansko včasih kar malo kruto, ne. Tako, pač zelo direktno so ti povedali, da ti to pokažeš še komu drugemu kot svojim prijateljem. Pa mogoče boš takrat videl, da to ni ravno objavljivo. Tako da, ja, par zgodb se je celo obdržal. Ne iz Težko mentalcev, ampak druga zbirka moja kratke proze Bojne barve, ki je šla isto leto, pravzaprav sem pisala hkrati s Težko mentalci, vsebuje ene par zgodb, ki sem jih na delavnicah pač dodelovala, ne, ko smo potem pač, ko si dobil ta feedback, si seveda popravljal, dokler ni bilo kakor toliko znosno za druge, ne. In a si bila ti kruta do drugih? Ja, vsi smo bili kruti. To je bilo pač, meni se je zdelo, meni je dragoceno, mislim, če ti kdo reče, joj, ti pa krasno pišeš, to nič ne pomeni, ne. Če ti pa kdo reče, lej, tukaj ti zariba, tukaj bi spremenila, to si zeznila, tukaj čas ne štima, ne vem kaj, je pa to dragocena informacija in te delavnice jaz zelo tudi pogrešam, ampak predvsem jih zagovarjam zaradi tega, kar ostane tam. Se pravi, pomembno je, da ti zgodbo oklestaš, preden gre v objavo, in tisto, kar je ostalo na delavnicah, ni več. Kakšna je pa recimo ta vloga mentorja, ne? Ker v kakšnih anglosaških državah imajo ta creative writing zelo razvit, pri nas je pa to tako, še zmeraj na ravni delavnic, češ vse pisanje je pa pač pisanje, ne? Ja, pri nas ni bila na teh delavnicah na Ludu, ni bila vloga mentorja sploh toliko pomembna, kakor je bila vloga bralcev, ne. Mentor je samo malo korigiral mogoče kurs, mislim, čeprav Andrej je izkušen in dober mentor, ne, ampak ni bilo, jaz sem si zapomnila komentarje sodelavničarjev njegovih, pa recimo ne. Ker so bili, pač on je dejansko poskušal nas pripraviti do temeljitega branja, ne, in to se mi zdi v bistvu najboljše, kar lahko naredi. V tem anglosaškem svetu so predvsem uredniki te, ki posegajo vsebino, ne, ki posegajo tudi v pač način upovedovanja in ne vem točno, zakaj tega pri nas ni, sumim pa, da je mogoče kriv malo tudi ta sistem subvencij, ne, ki te sil, da hitiš, da mora knjiga do konca leta iziti. Ne vem, če sploh kdo dela pri nas tako uredniško, kakor delajo recimo, ne vem, agenti pa uredniki v Ameriki, ne, ki pač mu pošljaš osnutek, pa ti reče, ne, ta bo umrl v 3. poglavju, to kar pozab, da je rajš predstavil iz New Yorka v, ne vem kam, Missouri. Mislim, tako, pač take stvari v vsebino nekako tihi dogovor, da se ne posega, ne, čeprav včasih seveda bi bilo dobro. Pa sem opazila, da imam jaz tudi zdaj, ko sem medva recimo delala, ko si bil ti urednik, sem tudi včasih rekla, ne, to mi celo zgodbo spremeni, ne bom, ne, je pač avtor
taki ima zadnjo besedo, ne, medtem ko tam Se samo dobro hotel. Ja, se tudi, ne vem, kaj so ti avtorski egi tako glasni pri nas, nimam pojma, po drugi strani smo tako malo plačani, mogoče smo zato pol bolj... To je ta genij, ne? Ta genij avtorjev genij. Avtor mora biti revež in genijalen. Genijalen in nedotakljiv. Ne? Zdaj, ko si že omenjala ti recimo anglosaški svet, pa osnutke, ki se jih pošilja na pič, naprimer, ne? Ja. Kako se pa ti lotevaš? A si napišeš samo osnutek, a si kakšen stavčič napišeš, a se ti kakšna misel utrne, a začneš kar... Misli se mi utrnejo, ampak jih ne zapišem največkrat. Jaz imam tako nek problem s tem, da se reče, da je nekdo talent, ne, ker se mi zdi, da to je tako malo šteje ta talent, pač pri meni. Šteje to, da se usedem pa delam. Ne? Ja, no, ampak če ne bi imela vsaj nekega osnovnega talenta, pa ti tudi to ne bi pomagalo. Ja, ampak imaš avtorje, ki znajo, ki imajo recimo temu talent za pripovedovanje zgodb, nimajo pa niti malo sence talenta za slovnico. Ne? In meni se to še vedno pomemben avtor, ne? Recimo, ne vem, ne bi o imenih, ampak obstajajo v Sloveniji avtori, ki imajo lektorji z njimi dela za, ne vem, 6 mesecev, ne? Pa so genialni storytelleri, ne? Recimo. Tako da pač nekje ti zmanjka ponavadi, ne. Ampak zdaj ti nimaš problema s slovnico, nimaš problema z izražanjem, tudi nimaš problema z vodenjem zgodbe, ampak čisto tehnično me zanima, ne. Pa mene zanima, kje pa imam problem. To ostane med nama, mislim, da so to že vse razčistila, izdelek je pač čudovit. Skratka, ampak čisto tehnično, mislim, gotovo ti premlevaš v glavi. Ja, kaj te matra. To sem hotela pravzaprav do konca odgovoriti. Jaz imam največkrat do te teme, ki se lotam, je v knjigi, zelo nasprotujoče si občutke. Nekaj, kar vzbudi mojo radovednost, je ponavadi zagatno zame in me muči, a sem jaz zdaj, ne vem, pro ali kontra, a to nekaj nedoumljivega mi mora biti, pa se potem lotam pisati knjigo pravzaprav zato, da si to malo bolj razdelam, razjasnim. Pri tem pa sem zelo, od začetka zelo kaotična, nimam, ne vem, ena oblikovalka mi je razlagala, da si pač vsak oblikovalec, da so tako naučeni, da si narišejo mrežo in pač določijo, kje bo kaj. Jaz sem se potem mogoče s silom prilike malo navadila te zemljevide si v glavi pošlihtati, nikoli jih pa ne zapišem in tudi nimam te neke, moja rdeča nit je pač tako, da skače, ne, je nekje, približno vem, kako bom začela in kako bom končala. Ostalo pa mi je všeč, da me preseneča in tudi, če mi ne bi bilo to všeč, tudi, če bi imela špuro določeno, jaz mislim, da še vedno, ko bi se usedla in šla pisati, bi me presenetili, ne. Ker si rekla, da te pač ta neka nasprotja begajo, ne, in da bi si rada to razčistila, ampak ni to tako v osnovi vsake umetnosti, da si pač, da ima nek problem zelo pač veliko različnih rešitev in pač iz tega nastane pol pač nek umetniški premislek, kako se tega lotiti. Ja, samo je pa razlika, ne vem, mnoge teme, ki so pereče danes v svetu, se mene sploh ne dotaknejo, ne. Kaj boš zbral za zumerati, ne, je pa pač nekaj, kar je osebno, do česar imaš neke osebne naveze in te neke ambivalentne občutke. Ker recimo, ne vem, meni se je vedno tako zdelo, da je enostavno preveč teh vrednih stvari, za katere se je treba boriti, od okolja do vojn, proti pač, ne vem, orožju in tako naprej, ampak nimam vse za svoje, ne, jaz pač mogoče rabim en mikrokozmos nekje, mogoče je to ta moj načrt, preden grem pisati, da si zamejim, ne, da rečem, ok, bom pustila vojno v Ukrajini pa v Palestini, pa bom raje pisala o, ne vem, tem, kako se ljudje doma tepejo, ali pa ne vem, pač nekako si moram pravzaprav
ko sem v tej fazi brainstormanja, bi najraje kar vse napisala, vse se mi zdi zanimivo, ne? Ampak pol, ko začnem pisati, vidim, da pač ene stvari so mogoče malo, da ne gre vse med dve Se pravi, platnici. so ti te mikrozgodbe bližje kot avtorici, ti si se vsem dotaknila pri Napol morilkah, pač neke zgodovinske teme, ki je imela pač širši zamah, no. Pa Ja, tudi ampak pri je bila v Via- ozadju, ja. ne? Je bila v ozadju, junakinje so bile izrazito, pač saj pripovedovalka je izrazito neangažirana, ne? Ona ne gre Ampak s vse je to političnimi ozadje pamfleti se potem tega nekaj lotevati. definiralo, to osebno zgodbo tudi. Pa, Ja, ne. seveda. Ja, to pa, no, mislim, se nismo slepi, malo moraš imeti pa vseeno vpogleda v to, kje si rojen, kako si določen, s katerim jezikom, kako te konec koncev omejuje država ali pa pač te celo vrže ven. Mislim, da Konec to koncev je... tudi pri Via Vaja ven si segla pač dobesedno na drugo celino, ne? Ja. In je pač bila vseeno ta osebna zgodba vseeno malo razširjena na te kulturne razlike. Ja, se mi ne. zdi, da so ponavadi, mislim, moja izkušnja je taka, da kamorkoli do zdaj sem odpotovala, vedno so bili neki mikrokozmosi. Čeprav sem si mogoče, ko sem bila mlajša, delala utvare, da ne vem, v Londonu pa lezbike svobodno živijo in pač žive sile ne upoštevajo, ko gre za kakršnekoli zamejitve. Pa sem prišla tja, recimo v London na rezidenco, sem se vpisala na lezbični bralni klub in sem ugotovila, da so one hodijo tja sam spoznavati in se pogovarjale o svojih sosedih, mislim pač vsaka je imela nek tako omejen svet, da sem bila razočarana, ne, smisel so one svetovljanke, recimo pa tako pa pač, da to je pa neka metropolitanska miselnost, v bistvu je pa čisto ista miselnost kot, ne vem, v Straži pri Novem mestu, samo da pač je bilo večje kvote, mislim, številčno več ljudi je Zdaj bilo. se to tako sliši, mislim, tako malo deziluzionistično, kakor praviš, kakor da epskost ne obstaja, da so samo mikrozgodbe, ki so itak iste povsod, samo zneski na računu so drugi. Epske zgodbe so zgodbe malih ljudi, ki so slučajno upadali v kader. Sam jih mi gledamo, mi imamo zoom na nje, ne? Se moram pa zapisati. Ne? Ja, jaz res mislim, da epske zgodbe, ali ne vem, Hemingway, ki mi gre v bistvu na živce, ampak ali pa Remarque, ali pa ne vem, te neki veliki, ne, moški belci, pisatelji v kanonu, so No, zelo... se tudi pri Vojni in miru sam čvekajo bolj ali manj. Ja, no to hočem reči. To Razen so bitk, pač no, sorry. zgodbe velikih ljudi, ki so v bistvu mali ljudje na pravem mestu, v pravem času, da jih mi vidimo. Ja, ampak vseeno mora pa ta pisatelj vseeno toliko spretnosti imeti, ne, pač da te zgodbe preplete v neko širšo sliko, da imaš ti nek občutek nekega časa, ki pač tam mineva. Ne? Ja, k temu stremimo, sam ne ratuje nam še. Ja, vsekakor se strinjam. Sej šesta knjiga ne bo zadnja. Ne? Ja. Ta šesta ne bo zadnja. Upam. Ja. Tako da, ampak, mislim, zdaj pač malo sva začela filozofirati, ne, se to, ker recimo imaš ti tudi ogromno različnih likov, ki bi, če bi raztegnila to knjigo, ne vem, na 600 strani, ne, bi bila tudi ena taka mir in 100 mir. romanov. 100 romanov, v enem. Ne, tukaj je pa, meni se zdi, od nekdaj se mi je tako zdel, sem zelo pro kratke zgodbe, zelo pro pač zagovarjam krajše forme, ker enostavno pri teh mojih likih, ki sem jih v dvolike dala, pa sem jih postavila v dosti vsakdanje situacije, ni nobene potrebe po raztegovanju v epskost. Oziroma, jaz celo bi rekla, da je vsaka kratka zgodba, ne vem, zdaj sem se spomnila na eno zgodbo Nagiba Mahfuza, pa sem pozabila, kako je naslov, ko gre deček prvi dan v šolo, a ti veš, kako je naslov? No, prvi dan v šolo in potem pač kratka zgodba in potem, ko gre iz šole, je, ne vem, star 90 let, ne, pač vse je povedal v tisti zgodbi. Ni treba, da bi strani in drevesa sekali in papir nabirali, ki ga ni, ne. Pač enostavno da se povedati na kratko, ampak kakšne stvari
so pa tako mogoče kompleksne, da uživamo v tem, da jih zapletemo. Ne. Tako da jaz imam pravzaprav rajši pišem romane, zato ker so mi kratke zgodbe težje. Težje mi je napisati dobro kratko zgodbo, ko bi bila jaz recimo zadovoljna z njo. Ja, pač treba je na nekaj straneh dejansko pač širše vzdušje ponazoriti, ne? Ja, to, kar si prej govoril, ne, mogoče vstopiti v eno epskost z enim kratkim utrinkom, ampak to se ne zgodi kar tako. Pa ravno dovolj detajlov dati, da si lahko bralec zamisli, kaj je bilo prej in tudi kaj zna slediti pol. Ja, če si bralec ne zamisli, imamo problem, ne. To je tudi mogoče malo seveda odvisno od bralca, ampak jaz imam občutek, da je dobra kratka zgodba ima enako pezo, prav enako težka je kot roman in tudi te enako časa spremlja ali pa celo dlje, ne, ker je toliko strnjena. Pa recimo med temi liki, ne, pač karakterji, osebami se vsem, kako rečemo, ne, pač jaz nisem komparativist, tako da... Osebam, ljudmi. Mislim, kaj te je tako najbolj pritegnilo, da si ravno te včasih kar malo skrajne karakterji nabrala na kup? Ja, če kakšni so, no. Ali pa ne vem, ali sem samo jaz dobil tak počutek, ali si to pač načrtno si zadala nalogo, da boš pa zdaj malo takšne ljudi opisovala, ali misliš, da je kaj pač res patološkega se okrog tebe dogaja, ali kaj, da je treba to... Vedno se kaj patološkega dogaja. Ampak ne, prav pri sestavljanju te zbirke sem imela pa daljši časovni razpon. Sem imela, ne vem, 6 zgodb že prej napisanih malo drugače. In so bili te protagonisti ali pa pač liki, ne, dvoliki, so imeli vsi enak problem, namreč poistovetili so se s svojimi fasadami, ne. Imeli so hude maske, ki se jih niso zavedali, mislim hude. Imeli so pač družbene vloge, s katerimi so bili preveč zlimani, za moj okus, seveda, ker večina ljudi je nekako zlepljena s svojimi vlogami v družbi, ampak pač to je bilo tisto, kar je bilo skupno tem zgodbam, ki sem jih imela napisane. In potem sem si mislila, ja, zakaj pa ne bi bil to fokus, ne, pač te naše vsakdanje maske. In kako se ne nacufajo pravzaprav, kako vse, če si pač poistoveten s svojo masko, se mi zdi, da kako vse, kar pride na pot, še vedno se trudiš zbasati v to isto vlogo, ne, in mislim, da je prav en confirmation bias, ne vem, kako to po naše rečemo, ampak pač to, da... Trditveni predsodek, ne vem. Mogoče, mislim, ja, ne vem, kako se reče, ampak pač to, da imaš ti ta mit, da ti misliš, jaz sem, ne vem, mama svojemu otroku, se ti vse, kar se ti bo zgodilo, bo šlo na to, da si ti mama svojemu otroku. Mislim, pač enostavno tako malo pomanjkanje pravzaprav domišljije, celo kaj vse lahko si, ne, istočasno kot mama. Mogoče se mi je zdelo to pri dvolikih na neki mikroravni še obvladljivo. Zato nisem šla v recimo te res ekstremne primere. Meni se zdi recimo ekstremen primer dvoličnosti pač poročanje recimo politikov o teh vojnah, ki se zdaj vrstijo, ne. Pač to je taka hinavščina, da sploh ne veš, kje bi začel. Ampak jaz sem pač dejansko začela v nekih mikrosvetovih, v partnerstvih, v družinah, v, ne vem, odnosu med zdravnico in pacientko in tako naprej. Ker se mi je zdelo, da je tukaj še nekako obvladljiv ta mikrokozmos, da tukaj še nekako vemo, znamo prepoznati, ne, kdaj smo dvoliki. Pravzaprav zdaj razmišljam, zakaj sem ta naslov tako posvojila na hitrico, ko sem videla, da v slovenščini ta beseda sploh obstaja, ne, ker mislim, da v srbščini je dvoliki je pač dvoličen, dobesedno hinavski, ne. Pri nas je pa to, mislim, da v fiziki ali kemiji taki se pojavlja glede na zunanje pogoje v 2 različnih oblikah, ne.
se mi je zdelo pa veliko bolj nevtralno, veliko manj vrednostne sodbe je vsebovala in zaradi tega, ker nisem hotela pravzaprav soditi, ker smo vsi pač taki, sem ter tja, sem potem ta naslov nekako kot krovno, ne vem, temo zbirke, kar pa še ne pomeni, da ni razgibana, ne. Jaz upam, da je vseeno dovolj različnih ubeseditev, da niso vsi enaki, ne. Ne, definitivno niso vsi enaki, sem recimo, jaz pa, ko sem jaz pač prvi začel prebirati rokopis, ne vem, a se to sploh še reče. Prvopis, ne, ki ni napisan na roko, jaz pa nisem dobil občutka v nekih maskah, ne, ampak predvsem to, o tem, da se ljudje, pač ti liki protagonisti samo prepričujejo, ne, v nekaj drugega. Ne tako, da bi imeli glih maske, da bi res prav strogo različne vloge igrali, ampak enostavno imajo neko malo zamaknjeno percepcijo, ne, samega sebe predvsem, ne. Ja, jaz mislim, da to je ta maska pravzaprav, ne, ker to je tisto, ne, če ti kdo reče, ja, veš, ta tvoja vloga, pa ti reče, ja, katera vloga? Ja, no, ta. A veš, kaj mislim? Tako pač, ker rečeš, kakšna vloga, jaz nimam nobene vloge, no, točno ta. Ampak je pa vseeno teh neki, malo so nevrotični tudi, na nek način se tudi, malo se tudi zavedajo, da mogoče, ampak malo se tudi zavedajo, da mogoče tudi igrajo vlogo, pa so na robu tega, da izstopijo, pa ne morejo čist, ne. Ja, mogoče so že predolg inertni, ne, kar se tega tiče. Že predolg so toliko poistoveteni, da že mehansko tako reagirajo. Pa najbolj jim tudi paša, da so pač... Ja, seveda, jaz mislim, da imamo vsi nekaj od teh svojih družbenih vlog, če ne se jih ne bi tako zelo oklepali, ne. Če ne drugega potrditev neko v svetu in pred samim sabo, ne, pred špeglom. Zdaj, druga stvar je, ko sem jo jaz opazil, da je knjiga precej generacijska. Saj jaz sem dobil tak občutek, ne. Pač tako, zelo sem videl najino generacijo, pa mogoče 10 let prej, več pa kasneje ne. Mislim, a bi si sploh upala pisati o kakšni drugi generaciji? A se ti zdi, da je toliko zapovedati pač o nas? Ja, ne, meni se zdi, no, v prvi zgodbi je babica, babi Maca, ne. Ja, ampak je tudi pač vnukinja, ne. Ja, pač pripovedovalka je vnukinja. Jaz si ne bi upala pisati o generacijah, ki jih še nisem nekako skozi dala, ne. Težko, čeprav imela sem neke velikopotezne načrte, da bom še takoj po Težko mentalcih, ko sem razmišljala o prvem romanu, da bom pisala o dedu in vnučku, sem pa ugotovila, da nimam pojma. Mislim, ta ded je imel recimo nek osnutek, še nekje obstaja, imel recimo krčne žile, pa sem ugotovila, jaz ne vem, kako to izgleda, kakšen je sploh občutek, ne. Težko bi jaz to prepričljivo napisala, če se že grem nek realizem, ne. Pisala sem v Bojnih barvah recimo o mlajših generacijah, ne, ki se šele avtirajo, ki šele se razkrivajo kot LGBT. Nisem pa nikoli pravzaprav pisala o starejših od sebe, ker pač enostavno si ne upam drezati. Obstaja veliko starih pisateljev, ki veliko bolj pišejo od mene in vejo, kako je biti star, ne. Tako da ne vidim razloga pravzaprav. Mogoče tle sem se pa edin zalotila, tudi jaz, da je generacijsko, ko sem seveda kompilirala te zgodbe in sem ugotovila, da noben ni prav dosti mlajši od 30. Ja, vsi so nekako te odrasli, ne, ki so pravzaprav malo razočarani nad odraslostjo, ker niso zares zreli, ne, ampak ugotovijo, da je odraslost nič drugega kot to, da neki pol slepi ljudje vodijo čist slepe, ne, recimo. Ja, pa tudi noben nima res čisto urejene eksistence, ne, pa bi jo pa radi imeli, pa ne vejo, kako se tega lotiti. Ja, tisti, ki jo imajo, ne, se jim pa v teh zgodbah zamaje. Tako da ta moment mogoče se mi je zdel zanimiv zaradi tega, ker takrat najbolj vidiš, kako si pravzaprav odvisen od stabilnosti tega mita, ki si ga dopoveduješ, kdo si, ne.
Takrat, ko se ta mit zamaje, je to pač seveda grozeče, ne, na nek način. Zdaj, eno je grožnja od zunaj, recimo ta dva protestnik in njegova noseča punca, ki nimata stanovanja. Ne, to čist pač vsak dan je že danes, se mi zdi. Najprej sem na njo pomislila, ker sem mogoče res malo mlajša od ostalih. Ali pa ta beba, ki se je kupila pač prvi avto in se uči vzvratno parkirati. Pač noben človek v zgodnjih srednjih letih, ki ga jaz poznam, nima urejene eksistencialne situacije. Tako da to je mogoče bilo tudi malo nezavedno. Malo vambutno. Ja. Zdaj, o prav dobro situiranih starejših ljudeh si pa jaz ne upam pisati, ker nič ne vem. Ampak, rekel si, da si ne upaš, ne? Ja. Ampak Lahko če bi probala, Sam bi to izpadlo kot parodija, ker imam tudi malo grenkobe, ne, tudi malo jim zameram to njihovo boomersko situacijo, ne vem. Mogoče bi bilo zanimivo, ampak dvomam, da bi bilo prepričljivo predvsem, ne. Pač probati je treba, boj, da je Toni Morrison rekla svojim študentom, da ne pišejo o sebi. Da ne pišejo če se da temu sploh izogniti. Ja, da ne pač pišejo o čem drugem in da je pač uporabljajo vso svojo moč domišljije. Ja, saj to je zanimivo. To je tako, kot je Margaret Atwood rekla, da je rdečo kapico napisati drugače. Pač v Volku not je bilo temno, da je to prvi stavek. Ne? Pač mislim, da se spomnim tega. Ja, mislim, se te parole o tem, kako je treba pisati, zvenijo zelo privlačno. To je lahko dobra vaja. Se to smo delali, zato tudi te delavnice jaz še vedno tako čislam, ker smo pač naredili milijon vaj, od katerih se ni ohranilo skoraj nič, razen veščine mogoče, ki si jo pa prenesel potem naprej v druge zgodbe. In jaz mislim, da tudi to pripovedništvo nekako je neka veščina, ki se je da naučiti. Če imaš kaj zapovedati, so lahko knjige zelo dobre, tudi če nimaš pojma v slovnici, in če nimaš nič zapovedati, so lahko zgledno napisane, slovnično pravilno in ne vem kako lepo napisane knjige, pač prazne lupine. Ja, sam najbrž zato pa pač rabaš nek redni trening, ne? A ti pišeš redno? Ne. Ne vem, nimam časa, mogoče v presledkih, ki niso predolgi, to ja. Nimam pa tako recimo, ne vem, Lojze Kovačič je imel pa je vsak dan rutino, je vstal ob 4 ali 5, začel pisati, potem do službe zagreto tipkal, šel v službo in potem zvečer spet. Ne. Jaz nisem ta človek, tudi nisem toliko disciplinirana. Pišem pa kadar lahko in sem opazila, da tudi kadar prevajam, ne preživljam se s prevajanjem, kadar prevajam, pa da se zelo mudi, niti na pamet mi ne pade, da bi šla pisati, kadar pa pišem, pa zelo odpada, mi pa ne pade na pamet, da bi pa skalila to s prevajanjem. Pa se najbolj še tudi prevajanje neka vaja v upovedovanju. Ful je drugače. Meni, no, ne vem, kako drugi pišejo, ampak meni je pač prekladanje besed, ja, ampak je drugo delo je, ko sediš pred, da rečem, praznim listom papirja, čeprav to ni nikoli, pač ko sediš pred ekranom in razmišljaš, kako bi obrnil avtorsko zgodbo, je to neka taka skoraj adrenalinska, že malo tako na meji panike včasih, ne. In vsled te panike sem si jaz potem ustvarila eno datoteko, v katero mečem vse, kar mi takrat v tisti paniki pade na pamet in vem, da ni za objavo. In ta datoteka je pač popolnoma nesmiselna, ampak jaz vanjo tipkam, dokler ne dobim pač tega impulza, to sem hotela povedati, pa grem pač nazaj knjigo delati. Ne. Pa kdaj recimo pišeš po drobcih? Da se ti samo kakšni fragmenti pa sestavljajo skupaj. Ja, tako sem začela pa pisati Križce krožce, pač, ki so zadnji roman, ki sem ga doživela, ne, oziroma izkusila
pisanje seveda ne, ker ni resnična zgodba, ampak pač pisanje zadnjega romana sem izrazito iz drobcev pravzaprav si skušala sestaviti celo sliko. S tem, da ti drobci so bili zelo poetični in zelo nekonkretni od začetka, pa sem pa, dokler nisem, jaz vedno pač nekaj moram dati na papir, na ekran seveda, da pa vidim, kaj delam. To je včasih tako, kot šele ko začnem govoriti o tem, vem, kaj sem pravzaprav že ves čas mislila. Tako funkcioniram, ne vem. To je mogoče... Si omenila, da so bili pač tvoji drobci, pač osnutki za križce, krožce poetični, ne? Ampak ne vem, jaz pa, recimo, meni se ne zdi glih ta knjiga, ne, Dvoliki, zelo poetična. Mislim, kjer stil ti je tako, da se v njemu najbolj udobno počutiš? Pač ta... Enkrat so mi rekli, da bi bilo treba najprej vse pridevnike, pa baročni namreč mi je zelo blizu ta stil. Čeprav ga ne maram brati, ampak jaz, ko pišem, tako ven pride dostikrat, da bi bilo, enkrat so mi rekli, da bi bilo treba vse pridevnike poradirati, šele pol bi bilo berljivo, ne. Tako da ne vem, ne. Zdaj, odkar so mi to rekli, se seveda trudim vse pridevnike da ostanejo aspirirani. Ampak ne, hotela sem reči, te poetični drobci v križcih krožci so se popolnoma zgubili. Ne. To je bil samo nastavek, dokler nisem videla, da potekajo časovno vzvratno, kar sem pol uporabljala za cel roman, da gre nazaj. Ampak so bili koristni toliko, da sem jaz to dojela, pa sem jih pa pač... Nisem jih več potrebovala. Ne. Zdaj, stil, ki je meni blizu, je drug kot stil, ki mi je všeč. Nažalost. No, to moš mogla pa malo razložiti zdaj, to razliko. Meni je zelo pri srcu pisanje Agote Kristof. To prevedeno imamo trilogijo, pa mislim, da Analfabetko. Ona je bila madžarska, v bistvu begunka v Švici se mi zdi. Aha, okej. V glavnem pisala je v francoščini, ki je ni obvladala, ne? In zato so njene povedi osebek, povedek, predmet. Osebek, povedek, predmet. In meni je to blazno všeč, ker ona s tem pove vse. V šolskem zvezku, recimo, to je pač genialno, popolnoma enostavna skladnja, ampak je tako, glih za to je srhljivo, ne? Nek tak mističen, ne vem, jaz sem vse sorte videla v tej knjigi, se mi zdi, da je to pač res tako sjajno pisanje, da opoveduješ zgodbo s takimi čist preprostimi tehnikami. Izkazalo se je pa pol, ko sem šla malo brati te intervjuje, ne, oziroma pač članke o njej, da je bilo to zato, ker ni znala dober jezika, ne, ker je pač prišla z Madžarske in je pisala v francoščini. Ja, in razlog je popolnoma preprost na koncu. Ja, banalen, ne, saj tako kot vse. Pa recimo, a si kdaj pomislila, da bi si zadala prav pač pisateljske naloge, ne, kot na primer Georges Perec, zdaj bom pač pisala v tem slogu, zdaj bom pa to poskušala noter dati. Niti ne, zaradi tega, ker mi bolj ustreza to, da lahko pišem karkoli in se še vedno odločam pisati verjetne stvari, kar je tudi istočasno me frustrira, ne. To je tako, kot so imeli ta računalniška igrica Second Life je prišla ven, ne, kjer si lahko ti karkoli, lahko si Mavrica, lahko si ultrainteligenten odtenek rumene, lahko si pač karkoli, ampak ljudje so si naredili pač sebe, ki je hodil človek v službo od 8 do 4 in potem je prišel domov, je bral knjigo, je gledal televizijo in si je kupil zlatega prinašalca, ko je zaslužil dovolj. Tako bedni smo, ne? Pač, lahko si karkoli. Mislim, zakaj bi si dajala omejitve, da bom napisala roman brez, ne vem, črke T? Ne vem. Ja. Ker že svet je dovolj, moj svet je dovolj omejen, plašnica imamo vsi in zdaj bom še črko T ali kaj. Mislim, pač enostavno sem že tako sem omejena, no, tudi v domišljiji. No, meni se ne zdi, da si omejena v domišljiji, mislim, kaj zdaj govoriš, no, nekaj neumnosti, omejena v domišljiji. Mislim, tukaj imaš polno enih stvari, ki pač to demantirajo, da bi bila omejena. No, ampak ne, hotela sem reči, mogoče, da te neke, ne vem, magični realizem ali pa fantasy ali pa to mene sicer fascinira,
samo ne toliko, da bi jaz tako pisala. Ne. Mi je recimo, wow, kaj si je zmislil ta človek, ne, genialno, fonetika vilincev, wow. Ampak polk pomislim, a bi se meni to dal, se mi ne bi dal. Meni je realnost neskončno bolj zanimiva. Že mogoče zato, ker je tako omejena, pa toliko je še neraziskanega. Ne vem, nisem nikoli se ukvarjala s tem, da bi si izmišljala svetove, čeprav so pač te, mislim, ja, nek svet si vsak avtor izmisli, ne, ampak hočem reči neke futuristične ali pa tako bolj, kjer je treba zakonitosti šele doreči, ne. Ja, kad človek misli, da je že vse napisano, pa se pa zgodi korona in zaprtje in potem čez 2 leti vsi pišajo o tem, ne, pa pač imaš novo temo za obdelovati, ne. Ja, skozi se nekaj dogaja, ne, pa skozi so neke nedoumljive stvari. Še ponavljajo se. Kačmo. To pač je naša usoda, ne, se konc koncev mlajše generacije pozabljajo, kaj se je dogajalo v preteklosti in potem je treba pač ponavljati znova. Zadnje čase zelo veliko razmišljam o pač umiranju, o smrti in se mi zdi skrajno fascinantno, kako imamo mi tle ta svoj svet, ta svoj peskovnik in ves čas ljudje zginevajo iz tega peskovnika, neznano kam, ne vemo, ne moramo jih vprašati, ker so pokojni, ampak mi kar še naprej v tem peskovniku se igramo, kot da nič ni. Ne. Mislim pač, hočem reči, ne, že sam ta pojav življenja, ta trenutek je tako fascinanten, da pravzaprav jaz ne rabim kaj dosti več, da mi podžiga domišljijo, ker je že tako nedoumljivo, že to tukaj, kar je čist preverljivo in otipljivo. Ja, se strinjam, do neke mere se strinjam, ampak vseeno jaz pač... Pa nadaljeva. Ne, vseeno se mi zdi pač vseeno vredno, da nekdo si pa pač poskuša zamisliti popolnoma neke druge svetove, ne. Ja, absolutno, jaz to občudujem, nisem mislila, da ne. Zmeri pol, a veš, konec koncev zmeri pol pride na iste človeške probleme, samo da so nekam drugam umeščeni. Ne? Ja, v drugem kontekstu, pa tudi če je, ne vem, knjiga metafora za to stvarnost, ki jo živimo, je še vedno stvarnost, ne, tista, ki jo navdahne. Ja, mislim, zelo težko je iti iz človeka ven, ne. Ja. Razen, če ne bomo res doživeli druge svetove in bomo imeli opravka z drugimi bitji, ne. Ja. Ja, to je mogoče tako, kot z lezbičnim klubom v Londonu, ne. Pač. To pa isto je. Bodo imeli probleme z alkoholom na Marsu. Klingoni in njihovi problemi z alkoholom, ne. A to je Star Trek, ali kaj tega jaz nisem? Tam je vse noter. Aha, ja, Star Trek je ta saga človeška. Ne, ni saga. Pač. Ne vem, sem nekaj časa celo se pustila prepričati in sem na Kitajskem pravzaprav s 2 prijateljicama zelo veliko epizod Star Treka pogledala in sem prav presenečena. To je v bistvu ena velikanska soap opera, ne, sam bolj kvalitetna. Ne, ni soap opera, jaz sem to gledal, ne. Ne, pač gre za to, da enostavno je bila pač ta fantastika izvrsten poligon, da so se lahko pogovarjali o problemih, ki so v bistvu političnih problemih takrat na Zemlji, ampak pač s tem, da so jih predstavili nekam drugam in niso izgledali tako neposredni, ampak v resnici se pogovarjali o istih zadevah. Ne. No, sej to, zakaj se pa pol ne bi kar v politiki pogovarjali, če smo že... Ja ne, ker kakšnim pa paše, veš, da se zadeve predstavijo nekam drugam. Nisem mislila omalovaževati, sam pač, ne, vsak ima svoj nekak medij, se mi zdi pri tem, da se lotiš pisati o nečem, moraš biti že nekak navdušen nad tem, da to obstaja, ne. Ja, si predstavljam, ne, da te mora nekaj navduševati, da pač o nečem pišeš. Mislim, fascinacija je tisti poriv, po mojem, vsaj pri meni, no. Katera zgodba, mislim, kateri pač od teh karakterjev ti tako, da imaš ti občutek, da ti je najbolj uspel? Mislim. Meni je zelo všeč ta sestra v razprostrto, ki moleduje svojo pač starejšo, jaz sem si predstavljala starejšo sestro, naj odpusti
potem jo pa na koncu razbije, zabije ji glavo v blato in jo še kar naprej tepe. Ja, Tam očitno je bila neka frustracija je vam butalna globoka. Ne? Jaz nimam sestre, sem to. Ampak ja, tam je tako, če pa to uspem prepričljivo napisati, bi bilo pa to kar zanimivo. Ne? Sam se mi zdi, da je ta zgodba ena redkih, ki se konča z nekim izbruhom nekih čustev. Zgodb se konča tako nekje vmes. Ne? Ja, v bistvu je po mojem kar edina v tej knjigi, ne? Da ima neko katarzo, čeprav je mogoče malo ekstremna. Ne? Tudi. Ja, ampak pač imaš občutek, da od tistega trenutka bo vse nekaj drugač, ne? Da se je neka nevrotičnost tukaj vsem sprostila, ne? Ker pri drugih se pa pač ne in si lahko ti sam zamisliš, koliko časa bo to še trajalo. Ne? Ja, to je tako cela muka, preden se do konca knjige prebiješ. No, ne vem, mogoče bi pa morala to zgodbo na zadnje mesto dati, če bi urednik predlagal. Ne, urednik je predlagal nekaj, s čimer se je avtorica strinjala. Urednik je predlagal, da se da to zgodbo, ki ven štrli na začetek druge tretjine. Na eno od tretjin, ne? Zdaj pa odvisno ali na začetek druge ali pa na začetek tretje. Ne? To je zanimivo. Ti si mi tudi povedal, da v prevajanju obstaja kriza druge tretjine. To je moja teorija. No? Ja, to je ful, meni se potrjuje v praksi, ko prevajam knjigo, je največja kriza med pač, ki se ti ne da več, pa ni še konca na vidiku, pa glih to, si že začel, da ne moreš nehati, ne, je na drugi tretjini. Odkar si mi to povedal, jaz vedno to krizo začutim. Jaz ne vem, je to sugestija, premoč. Ja. Ma ne, veš, to je pač ta zlati rez, približno je tretjine loviš in pač tam nekje je najbolj dati poudarke. Ne? To bi te še malo povprašala o tem, ker ne vem, ne poznam. Zlati rez, to je klasika. Zlati rez, vem, ja, unpolš, ampak to bom pol. Tretjina. Ok, zdaj, ko so že prišla na prevajanje, pač ne morava se izogniti tej temi, pač oba sta prevajalca, ti prevajaš in pišeš. Vsi hvalijo tvojo jezikovno bravuro v različnih legah. Zdaj, kje ti najdeš te reči? A si jih zapomniš, kaj jih slišiš po ulici najbrž, veliko si jih tudi sama zmisliš. Ne vem, jaz si včasih poskušam kaj zapomniti, pa pač pozabim, ne, ti imaš boljši spomin za te zadeve, mislim, včasih to tako kar bruha iz tebe, ne. To je spet odvisno, na kaj si pozoren, ne. Se mi zdi, ne vem, noseča ženska povsod videvajo nosečnice, ne, če imaš otroke, vedno opaziš majhne otroke po ulici. Ne vem, jaz pa pač zbiram te fraze ali pa te neke malo nenavadne pogovorne formulacije. Rada poslušam najraje ljudi na avtobusu, ki so ponavadi zelo mladi, pa imajo ful teh slengovskih pač, ne vem, flešerček. To sem opazila, to je v Ljubljani, zdaj skozi vsi flešerajo, vsi so flešeri, ne vem, ali je to že malo pase. Da si flešerček? Tako, da vrebaš okoli. Ja. Ni slovarja, ne vem, to si jaz po svoje, po mojem razlagali, mogoče celo narobe. Ampak mislim, da je tako model, kar smo včasih bi rekli tip, je pa model ratu, zdaj pa flešer. Ne vem, mislim, pač spremljati treba in mogoče kakšne stvari tudi malo v knjigah mogoče prilagoditi, da so pa še vseeno razumljive. Ne? Iz tega razloga jaz sem se zavestno odločil, da ne bom prevajal literature, ki preveč mularije vključuje. Ne? Ker sem čist zgubil stik, po moje. Ja, se jaz ga tudi nimam, ne, mogoče tisto, kar jaz slišam, je en delček tega, kar oni sprovedejo v svojih vsakdanjih pogovorih. Da se raje držim buržoazije. Nekako. Diskretni šarm buržoazije. Pa imamo pri nas sploh buržoazijo, se pravzaprav je nimamo. Nije, ne? Ne, mi imamo višji srednji razred. Toh pa ne na Celovški, tam je ne vidiš. Zum.
tako grem. Ampak ne, sem pač rekel, da res ne bom več pretiranega slenga prevajal, ker pač se ne znajdem več v Ja, tem se svetu. jaz tudi ne, iz tega Vernona Subuteksa, ki je pogovorno, mislim pač v slengu, oziroma nižjem pogovornem jeziku napisan, sem se lotila pravzaprav še v tem slengu, ki sem ga jaz poznala, ko sem bila v 90-ih mlada. Ne. Tako da to je že zastarelo. Zdaj, če bi dogaja se takrat roman, ne, mislim, dogaja se zdaj, ampak ljudje so bili mladi takrat, tako da še vedno tako govorijo. Zato je po moje tudi ta prevod dosti uspešen, ker se je poklopil z neko generacijo, z nekim zeitgeistom, ne, ki še vedno poznate. Mi smo še vedno rekli štikelc za komad na YouTubu. Ne. Pa kakšne Pač take. ta Vernon Subutex dejansko najno generacijo opisuje. Mogoče 10 let starejši, ampak Malo tam starejša, nekje, no. glih toliko starejša, da smo jih mi občudovali, pa smo poslušali, kako govorijo. Ne. Ja, pa še zmeraj smo hodili v Ploščarne ploščarne to je nismo že pol malo, hodili, ja, ne, ne, ploščarna se zdaj zgoščenka pa reče. ploščarna. Pač hodili smo v štacune s CD-ji smo hodili, ne. Ni Ja. rekel ploščarna. Pa ne. plate so šele zdaj, v bistvu LP-ke so šele zdaj spet doživele ta comeback. Ne. Takrat mi smo imeli diskmene, nismo imeli več, mislim, gramofon je imel redko kdo doma za plošče, ne. Smo imeli pač CD-playerje. Ja, včasih se kar težko spomniti teh izrazov za Ja. to tehnologijo, ki smo jo že mi imeli, pa smo pa že pozabili. Ja, naši starši so jo imeli, ne. Ne, pa mi smo imeli tudi, saj smo imeli mi tudi kasetarje, ne. Kasetarje pa ja. Pa moraš včasih že Walkman. prav pomisliti, kako smo že Jaz rekli, da rečem, previješ ampak- naprej ali previješ nazaj. Ja, ali- ja, ja. Ja. Jaz rečem še vedno, jaz si dam na telefonu, imam Apple Music in si dam slušalke in rečem, da imam Walkmana. In pa mi je enkrat, mi je en fant, ki ne vem, nekaj čez 20, rekel, kaj ti imaš Walkmana? Pa tako, ja, dej, kaj, ne vem, kjer komad boš ali nekaj. Pa tako, a ja, ti si mislila slušalke ali USB ključ ali ne vem, kaj sem imela takrat na slušalke priklopljen. Pa ti si, rekla si pa Walkmana, ne, pa jaz tako, ne, pač, tako se reče, kaj. Ja, kapak, če se Ampak ne noben razumeš. več ne reče Walkman, da ne, sploh ne ne. vejo, kaj to je. Ja, staramo Tako da, se. ja. Ja, to smo že zgodna srednja leta pa to, ne. Ampak okej, dajva se še malo ustaviti pri tem pač jezikovnih vajah, no, vajah v slogu. Je pa si rekel, da imaš zelo rada pač pridevnike pa to, ne. Žalost. Sam, okej, čisto na tako pač tehnično vprašanje. A imaš včasih kakšno jezikovno rešitev, pa recimo ne moraš uporabiti, ker ti urednik ne dovoli, ne? Pa si rečeš, to bom pa zdaj shranila, si bom nekam zapisala, pa dala nekam drugam. A ja, ne, tako da bi predstavljala, to ne, ampak sem pa že probala, recimo pri drugi zbirki Bojne barve, je šlo kar dost besed ven, ker je urednik rekel, da se ven mečem, ne, kaj se pa tle nekaj važaš. Ker sem, ne vem, kaj, sploh se ne spomnim, kaj je bilo, ne vem, nek čulibur ali kaj. In rekel, jaz ne vem, kaj to pomeni, to je nerazumljivo, a hočeš ti povedati zgodbo ali se hočeš važati, ne. In sem pač si zelo vzela srce in tako mislim, da od takrat tudi dajem vsem neko prednost pa vsebini. Ne. Če se da povedati razumljivo, zakaj bi komplicirala pa načičkala zadevo. Sam, kaj misliš, da ti daje večji trening v jeziku, pač izvirno pisanje ali prevajanje? Po mojem pa prevajanje. Ker je treba slediti temu, kar je v originalu, ne, in izvirnik ima vedno prav, recimo temu. In takrat te omejitve prisilijo v večjo inventivnost. Ne. Za eno besedo boš našel 300 pomenke, ko pa pišeš, pa pač napišeš tako, kot pride iz tebe. Ne. Ni treba zdaj preveč variirati. Tukaj, ko prevajaš, se odločaš. Ne. Vsaka beseda je v bistvu proces odločanja, a je avtor rekel zdaj odločitev ali je rekel sklep, ne, kjer bo bolj pasal v vzdušje in tako. Ko pa pišeš, pa pač sam napišeš tako, kot pride ven. Kaj zdaj pač malo jadrava, malo iz ene teme na drugo.
recimo, če greva še malo nazaj na dvolike, a pa se ti zdi, da je v tej knjigi mogoče kakšen moment, kakšna zgodba, ki bi jo recimo ti ponovila v kakšni drugi varianti, v kakšni širši obliki, zato ker je res zelo bogata, ne? Ja, jaz sem predvsem tle hotela imeti toliko različnih pripovedovalcev, ne? Eni so tudi recimo v prvi osebi množine, pa tako, zato ker sem hotela, da ima vsak svoj način izražanja, svojo spiko, no, ne vem. Pač, da se tudi slogovno zgodbe razlikujejo glede na to, kdo je pripovedovalec in odkot izhaja. Tako da ne vem, težko bi se odločila za samo eno zgodbo, se mi zdi pa mogoče prva, ta z babico, za katero se izkaže, da ni doživela orgazma s svojim možem in svetuje rade volje, kako je treba z moškimi. Ta zgodba se mi zdi še najbolj tako zastavljena, da bi lahko prerasla recimo v okvir kratke zgodbe, čeprav jaz mislim, da ni potrebe, ne. Mogoče je tukaj tako, si prej govoril o epskosti, ne. Tukaj so lahko vse ženske rojene pred letom 20, ne, pač junakinje tega, ne, kako je bilo žalostno, da ženske niso svoje seksualnosti mogle izraziti v zakonski zvezi ali pa tako naprej. Tukaj vidim nekaj, kar bi mene zanimalo, drugače pa se mi zdi, da je pač povsem dovolj, da so te utrinki, te junaki nekako zabeleženi, ker se jim ne da pomagati. V resnici jaz mislim, da te dvolikosti, te maske, tudi če se izkažejo za nekoristne, za odvečne, pač morajo same od sebe odpasti. Jaz nikoli ne bi, tudi v resničnem življenju, ne, trgala ljudem maske z obraza, ne. To se mi zdi pač enostavno nevljudno in grdo. Raj vidim, da dozorijo ljudje, ne, sami po sebi. In slej ko prej, po mojem vsak ugotovi, da so določene vloge, določene maske že prerasli, ne. Sam hočeš reči, da si se ti odpovedala formi romana v prihodnje, ali kaj? Ne, jaz dejansko snujem roman. Ne, jaz mislim, da včasih ni potrebe po romanu, kjer je lahko kratka zgodba, ne. Zakaj bi pravzaprav se sila, če sem zaslišala te glasove v obliki utrinkov, ne vidim potrebe, da bi jih pač zdaj raztezala v nedogled, ampak pač ta ideja, ki imam pa zdaj zapisane, pa definitivno terja daljšo formo, ker je tako, ne vem, kako se to, pač tako je zastavljena nekako. Ne bi rada še govorila, ker mogoče mi ne bo ratalo napisati, pa bo pa glupo izpadalo, da zdaj razlagam o tem, ne. Najprej se bom usedla pa napisala. Ampak ja, včasih se mi zdi, da kakšni utrinki so že dovolj zgovorni sami po sebi, no. Tudi v krajši obliki, ker bi bila mogoče daljša oblika samo perpetuiranje teh istih incidentov, ne, istih pripetljajev, ki ne bi povedali kaj dosti več kot kratka zgodba. Samo da me jaz malo pogledam. A bi mogoče kakšno stvar prebrala? Mislim, nemogoče, mi da sem se že odločila, da bo pač Jedrt nekaj prebrala, točno določeno zgodbo. Potem pa seveda ste vabljeni k debati in vprašanjem. Glih toliko, da dobite občutek in za kako je ta likinja sestavljena in kako govori. Ja, ta je zoprna, tudi meni je bila zoprna, ampak pač je Ljubljančanka v menopavzi. Prebrala bom pa, ne bom čisto od začetka, pa ne bom čisto do konca, tako da boste pač še knjigo, da imate še Uržah za knjigo kupiti. Aha, pa res. Hvala, naj bo. Pomagala mi boš, če se spomniš sivo-turkizne kikle, ki je včeraj visela točno tukajle. Rabim jo, pronto. Res prodajalka nekaj zamomlja in izgine za pult, tam šari par sekund, potem pa se mi spet prilizneno približa in mi pravi: a ste tole mislili?
Seveda sem to mislila, jo že spulim iz rok in se napotim proti kabinam, valjda vem, kje so, redna stranka sem, kaj me zdaj spet zasleduje. Lahko greš, srči, lahko greš. Obleč se bom pa menda znala sama. Dvigne prst kot roka v šoli med poukom. Oprostite, samo to bi vam še povedala, da je krilo že na pol rezervirano. Ha, na pol rezervirano. Rečem na poti prek butika do kabine. Milo rečeno čudno, kako se pa karkoli na pol rezervira. Zdaj sem jo štihnila, jasno, pa kaj naj bi to sploh pomenilo, kaj? A je ena gospa prišla, pa si zaželela pol kikle, ti pa nisi znala reči ne, ma halo, ta res nima 3 čistih. Najbrž si je zabezecala kiklo zase, ker ima kot nova prodajalka zdaj nenadoma na razprodajno ceno še zaposlenski popust. Zdaj pa ji gre v nos, da sem ga stavhala, pa bi rajši videla, da ga ne vzamem. Malo morgen, damica draga. No, v bistvu je rezervirano, se nasmehne, ampak jutri nam dostavijo nove kose istega modela, tako da ga boste lahko pomerili in vam bo na voljo jutri. Spet ta zlizan nasmešek, diabetes bom fasala. A res, mi dovoliš probati, ja lepa hvala, no. Zaprem se v kabino in si vzamem čas. Joške vam še zmeri top shit, pravi moj. Mal več celulita, odkar je ta velik ta mal maturiral in je šel na faks v Graz. Ipak ga ne fjakam več levo desno, tako da sem se rahlo pokavčala. Prele sem Dari po telefonu mimogrede navrgla svojo meno, zato zdaj gruntam, kaj se mi je zgodil pri ginekologini prejšnji teden. Stara je majke mi glihe ne toliko kot jaz, zato se mi je, ko sem mi razlagala, da imam že 2 meseca izredne krvavitve, res naravnost vržmagal, ko se mi je blagohotno nasmihala, češ, to pa bo perimenopauza, če ne že kar ta prava reč. A kao, ti je pa nimaš ali kaj, daj ne me basat. Sama si siguren že čez ali pa na istem, tako da ne mi zdaj se tlele lepe delati. Pa daj, ta kikla je na meni jebote fantastična. Za orang 45, ko imam še vedno vse, kar se rabi. Zadovoljno se zasučam po kabini. Ne me basa, da mi jo je neka neznanka sunila izpred nosu. Delati moram na tem muli prodajalski, da me bo upoštevala kot redno stranko. Mogoče mi jo pa rata prepričati. Idealka bi bila, da grem danes na koncert točno v tej kikli, za kitarista bom štrlela direkt ven iz publike, jebo, zovna sem ko 100 mater. Obračam se in se ne moram nagledati svoje riti. Potem me zgrabi, da bi šla roke polagati z mulo prodajalsko in še preden dobro premislim, že odgrnem zaveso, sem že bosa pred kabino, se že slišam govoriti. No, kaj pravite, a bo? Sem vam rekla, da me ona čaka, ta kikla, prav gledala me je iz izložbe. Pa kaj sem, majke mi, modna ikona. Mula v 3 dni vljudno zamomlja, da mi lepo pristaja, a majčico ti Milu nisem zadovoljna z njenim odzivom. Premal favšije je v njem. A si sploh pogledala moja kolena? To delajo pa dolga leta gimnastike in plavanja. Ha, takšne tvoje preklaste ravne nogice nikoli ne bojo. Ne vem, kako so kdaj sploh ratale trendi te bebe ploske kot dile in brez riti. To bo najbrž zaradi vseh teh brezjajčnih tipov, ki so po mojem vsi latentni geji. Vsi po vrst. Ker na koga pa spominjajo te mule, če ne na dečke. Ko se ravno za nalašč še enkrat zasučam pred zunanjim ogledalom, ga zagledam in se v trenutku pogreznem 3 milje pod zemljo. Spizdim nazaj v kabino, da bi preverila. Pozabam na mulo. Jebem ti ga sunac. Flek, preklet flek, ne, ogaben, krvav madež na riti, ki uteleša vso mojo meno in ves moj sram. Flek. Naglo, kar se da, si za varno zaveso potegnem kiklo pod kolena in se pogledam od zadaj. Skozi moje svilene rdeče brazilke ga je komaj videti, ampak ko se sklonim, je na kikli jasno zarisana lisa. Pa kaj sem hudega naredila v prejšnjem lifeu. Skratka, okusili ste eno od 24 senzibilitet in enega od 24 okusov, tako da vabljeni k nakupu in k branju zadnje knjige Jedrt Maležič. Pa, če ima kdo pa kakšno vprašanje, pa kar izvolite. Potem pa se zahvaljujem knjigarni Boga, da je organizirala ta večer. Hvala vam za obisk.
bomo pa še nekaj minut posedeli in poklepetali. Ne? Ja. Hvala.